V stanovanju ob Tromostovju sta arhitekta združila moči z grafičnim oblikovalcem, kiparjem in kreativnim starinarjem. Nastala je zanimiva sinergija različnih slogov. Gospod Gašpar, kaj je bilo prej v teh prostorih? V teh prostorih je bilo desetletje nazaj veliko meščansko stanovanje. To so informacije, ki jih smo nekako pridobili od lastnika. Zadnjih 10, 15, mogoče nekaj let več so bili tukaj poslovni prostori. Zadnje 3 leta pa so prostori samevali. Tudi lastnik se nekako je iskal neko strategijo, kaj narediti s temi sobami. Omenili ste sredi Ljubljane, v starem mestnem jedru, precej neugodna lokacija za sama gradbena dela. Že zaradi samega dostopa so še kakšne druge omejitve, težave, spomeniško varstvo? Jaz mislim, da je vse to skupaj samo ustvarjanje dobre organizacije. Je nekoliko bolj zahtevno, predvsem zaradi logistike oziroma protokola, ki ga pač mesta ponavadi imajo. Kolikor sem jaz seznanjen, Mestna občina Ljubljana ima nek svoj protokol, ki načeloma izvajalcem seveda ne ustreza v tej meri, kot bi si želeli, ampak kolikor imam izkušnje tudi z drugimi projekti, so na koncu vsi projekti bili v zvezi s tem dobro izpeljani. Stvar je pač dogovora, v katerem delu dneva se lahko dela, kdaj zjutraj ali popoldan možni dostop in odvozi materijala. In seveda to zahteva tudi od izvajalca, bi rekel, bolj dodelan urnik, več discipline, kar je v končni fazi tudi zelo dobro. Tudi vsak dan najema tega zunanjega prostora stane in pač se mi zdi, da ta disciplina in ta logistika mora biti resnično dodelana. Stanovanje, ki je namenjeno bivanju za krajši čas, mora biti polnejše in v primerjavi s stanovanji, v katerih živimo, kar se da pripovedno, pravita arhitekta. Prav zato, ker sta želela ustvariti bogato izkušnjo prostora, sta ob sebi zbrala pisano druščino ustvarjalcev, ki je pomagala soustvariti končni vtis. Jaz bi rekla, da meni je ta izkušnja bila zelo lepa, zato ker sem se čutila tako nekako zaščitena v tem skupnem sodelovanju, ker pač nisem jadrala sama čez odločitve, ampak sem imela eno zelo dobro oporo v Gašparju. Že tudi to, ko delaš s kolegom, pa razne stvari lahko se pogovoriš, pa si zamenjaš mnenja, si zbistriš misli, dobiš komentar. Se mi zdi, da je to ena zelo lepih in pa tudi pomembnih izkušenj, ki lahko prispeva k temu, da pride stvar še bolj kvalitetna ven. Tako da to povabilo Gašparja me je zelo razveselilo. In pol sva pomislila, kako bi to pač še nadgradila, da bi ta način še razširila, in sva povabila pol k sodelovanju tudi še Trash Design s Katjo Kržan, pa tudi Markota Miladinoviča z njegovimi plakati. Poleg naštetih sta k sodelovanju povabila tudi svojega prijatelja Farzada, ki ima v Ljubljani trgovino s perzijskimi preprogami in je pri nas največji specialist za njihovo restavriranje. Sodelovala sta tudi z ljubljanskimi in tržaškimi starinarji, tudi s takšnimi, ki starino predelajo s slikarskim dotikom in jih tako spremenijo v umetniško delo. Arhitekta sta se prenove tega stanovanja lotila nekoliko drugače, ne klasično. V njem sta želela ustvariti posebno atmosfero, magično vzdušje, ki ga bodo vsi tisti, ki bodo v njem bivali, še dolgo nosili v spominu. Zanimalo nas je, okrog katerih ključnih elementov sta zgradila svojo zgodbo. Zelo pomemben se jima je zdel element vode, ki ponazarja reko Ljubljanico. To sta dosegla z mogočnimi žametnimi zavesami, ki umirjeno valujejo, ter seveda z unikatnim stropom Mateja Andraža Vogrinčiča. Potem so tu še meščanstvo, razkošje, svetovljanskost in knjige. Vse to se kaže v bogati perzijski preprogi, baročnih lestencih, ekscentrični tapeti v spalnici in navideznih knjižnih policah v dnevnem prostoru. Na njih v resnici niso prave knjige, temveč nekakšne sodobne štukature, ki za iluzijo bogate knjižnice skrivajo še eno dvojno ležišče. Zadnji pomemben element pa je svetloba, ki je v pravih meščanskih domovih v izobilju.
Tudi tukaj so okna velika, še dodatno pa svetlobo lovijo razkošna baročna ogledala. Je pa še nekaj, ne? Meni se zdi zelo pomembno, da naročnik zaupa svojim arhitektom, zaradi tega, ker to je tako kot pri šahu. Arhitekt ne bi videl neki potez vnaprej, ker se s prostorom ukvarja in je tudi bolj kultiviran v tem smislu, ne? Medtem ko naročnik ni nujno, da vidi dve potezi naprej, ne? In v tem smislu je fajn, če se naročnik prepusti zaupanju. Jaz včasih to primerjam tako, kot če greš k zdravniku, ne? Zdravnik ti ne bo pustil, da se sam operiraš, če je dober zdravnik, ne? In tudi arhitekt ima to etiko, ne? Da naj bi te vodil k čim boljši rešitvi na dolgi rok, da se bo pač naročnik seveda dobro počutil v tem prostoru še dosti let ali pa obdobij, tako. Ja, me zelo veseli, da sta to kirurško šahovsko partijo dobila.